V mojem naslovu je tudi politika, begunstvo in migracije, ampak ker sem moralni filozof oziroma etik in tudi politični filozof, ne bom govoril toliko o politiki v smislu obstoječih praks, ali pa nekih ukrepov, na pravni ali pa drugih socialnih in tako dalje ravneh, ampak me bo zanimal zlasti normativni vidik. Neža je že malo razdelala ta pravni okvir in pravno ozadje, kako razumeti v pravnih kategorijah to, kaj se dogaja. Jaz bom pa skušal pomagati to moralno vrednotiti, se pravi zlasti skozi kategorije pravic in dolžnosti, se pravi zanimalo me bo primarno, ker se mi zdi, da je to ena samoumevnost, ki je nihče ne postavlja pod vprašaj, v javni razpravi, da to razlikovanje, menda moralno pomembno razlikovanje med begunci in ekonomskimi migranti. Mislim, da kdorkoli spremlja družabna omrežja, je prej ali slej v polemiki z nasprotniki priseljevanja, naletel na ta argument, da pač velika večina ljudi, ki prihaja na našo južno mejo, v resnici ni beguncev, ne bežijo pred vojno, nasiljem, nihče ne preganja, ampak v resnici samo iščejo boljše življenje. In za te se, kot zdaj vidimo, že postavlja meje in se jih skuša že na državnih mejah izločiti kot že a priori neupravičene do vstopa. Spravi, to bom zlasti, to razlikovanje med tema dvema kategorijama bom skušal ovrednotiti. Torej, da ne gre za nek čudaški izmislek, priča ta citat iz enega članka mojega kolega, Roka Svetliča, že izpred časa, se pravi še pred tistim prvim, mislim, da je bilo to v času prvega vala, tisti je bil še bolj valček. In vsebuje kar nekaj teh samoumevnosti, ki mislim, da niso v čast filozofu. Čeprav ne bi hotel na tem mestu ravno polemizirati z njim, glede na to, da ni prisoten. Sočutno srce je prvo prekletstvo migracij že leta desetletja. Srečujemo se s popolnim razkrojem meril, s katerimi bi lahko migracije sploh presojali, kaj šele regulirali. Priznajmo si, ni več mogoče razlikovati med najbolj temeljnimi kategorijami, med beguncem in ekonomskim migrantom. In potem so še menda druge pomembne razlike, recimo med otroki in odraslimi in tako dalje, med tistimi, ki bi se lahko borili in tistimi, ki se ne morejo. Vzrok je v učbeniški napaki, naivna predstava o človeštvu kot eni srečni družini in on to primerja s to naivno predstavo Johna Lennona, kako smo vsi ljudje, vsi smo ena velika družina, človeštvo je ena velika družina, zakaj se ne bi imeli radi, zakaj se prepiramo in vojskujemo. Pravi, razlika med mi in oni je dejstvo. Državljani imajo pravico odločati o preseljevanju politike, o migrantih. Zato so ti lahko zakoniti ali nezakoniti. Te oznake veljajo za politično nekorektne, ampak treba reči Bogu bob, ljudje, ki prihajajo, odrasli zdravi moški, recimo, ki prihajajo iz držav, ker ni nemirov, so kršilci pravil, ki smo jih, to sem dodal jaz, mi postavili in zato se nam ni treba opravičevati nikomor. Spravi, ena od funkcij filozofije, nima jih več veliko, je tudi ta, da podvomi o navideznih samoumevnostih. Vsaj dve taki sta, mislim, da je eno zanimivo vprašanje, ki smo ga tudi danes že odprli, je vprašanje, kaj je primerna reakcija ali pa sprožilec ali pa izhodišče, iztočnica za razmišljanje o begunski krizi, tako imenovani. Recimo sočutje to, ali nam pa sočutje izkrivlja presojo in nam otežuje razmišljanje, trezen premislek, recimo.
Ampak bom to pustil ob strani. Se pravi, migranti ali begunci. Mednarodno pravno, z vidika konvencij, k spoštovanju katerih se z ratifikacijo zavezala naša država, je to razlikovanje nedvomno pomembno. Se pravi, vemo, da begunec, nekdo, ki beži, ima cel kup pravic, oziroma država, v katero se je zatekel, je s podpisom te konvencije sprejela cel kup obveznosti oziroma dolžnosti. Medtem ko migranta pa lahko države, ekonomskega migranta, nekoga, ki išče samo boljše življenje, lahko države mirno zavrnejo na meji in ga pošljajo nazaj tja, odkoder je prišel. Se pravi, je ogromna pravna razlika med tema dvema kategorijama. In ko smo prej smo veliko slišali o tej relativnosti teh kategorij in mislim, da je več govorcev že opozorilo, da imajo resne pravne implikacije, se pravi uporaba teh izrazov. Čeprav tudi meni samemu priznam, ni jasno, kaj je primerni izraz, s katerim že ne segregiraš teh ljudi, ali pa že ne sugeriraš, kakšna obravnava teh ljudi je edino primerna, ali pa si jo zaslužijo, ali so do nje upravičeni. In drugo, to mi je pa za filozofa res nedoumljivo, da nekdo preprosto predpostavi kot neproblematično, da smo tukaj mi doma, to je naš dom, to je naša hiša, to je naš vrt, karkoli že, in tu mi postavljamo pravila. In smo postavili taka pravila, na meji se moraš izkazati z dokumenti, za vstop moraš imeti veljavno vizo in če nimaš, toliko slabše zate. In to sem slišal od svojih študentov, tako da me je glava bolela, 100-krat, niso se dali. Ko so vse ostale argumente pokurili, je ta še vedno ostal, nimajo veljavnih dokumentov. Se pravi, nek fetišizem dokumentov je tu na delu. Ampak, da se nekdo ne vpraša, kdo smo ti mi in kaj nam daje pravico, da postavljamo pravila. Bom kasneje nekaj več povedal tudi o prispodobah, ki mislim, da zelo močno krojijo naše razmišljanje, našo presojo, ampak ta, mislim, prispodoba doma ali pa hiše, še druge so, prispodoba ladje ali pa rešilnega čolna. Se pravi, mi smo v tem rešilnem čolnu polne že, ti begunci pa so utopljenci v vodi in skušajo zlezti gor, bojo naš čoln prevrnili in se bomo vsi utopili. Se pravi, veliko je teh prispodob, s pomočjo katerih ljudje razumejo to krizo in vrednotijo tudi ravnanje in odločitve akterjev v njej. Odkot, v kakšnem smislu je to naša zemlja? Kdo smo ti mi? A smo od koga kupili? Se pravi, razumemo to v analogiji z lastninskimi pravicami, in razumemo to kot svoj dom, kot svoj vrt, kot svojo hišo, kot svoj čoln, karkoli že, in mi odločamo, kdo sme stopiti v to hišo in to ne. Če ravno, kar se vedno pozablja, ti ljudje nočejo vstopiti in se naseliti v naši hiši, ampak samo zahtevajo ali pričakujejo, prosijo za prost prehod čez vrt. Se pravi, odkot te samoumevnosti? Ne bom šel zdaj v to, kar je bilo že velikokrat poudarjeno. Se pravi, neka razlika je, pa jo skušamo zarisati čim bolj jasno, tudi za namene potem pravne presoje in nadaljne obravnave in ravnanja s temi ljudmi, se pravi, kdo je begunec, kdo je prosilec za azil, kdo je migrant. Ampak, kot smo rekli, ključna razlika naj bi bila torej ta, da se lahko migrant kadarkoli vrne v državo izvora, tja, odkod je prišel, in bo še vedno
užival temeljne pravice in svoboščine. Sprej, oblasti v njegovi državi mu to še vedno jamčijo. Medtem ko za begunca to ne velja. Sprej, vse na prvi pogled bi to lahko bila moralno pomembna razlika, če ravno se tukaj očitno spregleda namerno ali nenamerno, da je ena cela paleta, en kup pravic, ki jih različne konvencije, deklaracije in tako dalje jamčijo ljudem, ki jih očitno niso deležni. To je, se pravi, ekonomske, velikokrat tudi politične in gotovo socialne pravice. Ljudje, ki živijo v hudem pomanjkanju, revščini, niso deležni vseh pravic. Se pravi, gre za neko slepoto očitno. Zdaj, če imamo diskriminatorno obravnavo, različno obravnavo dveh kategorij ljudi, se pravi beguncev in migrantov, potem se pač filozof vpraša, sta dve strategiji, če vam taka diskriminacija, tako različno obravnava ni všeč. Ena je, da dokazujete, da je to razlikovanje, ta ločnica nejasna, zabrisana, se pravi, da jo je težko zarisati, da recimo obstaja neka siva cona, da obstaja ljudje, ki so nekje vmes. Tipičen primer, ki smo ga že omenjali, so recimo okoljski ali pa podnebni begunci. Jaz te razprave sicer ne poznam, mislim, filozofska razprava poznam o tem, kaj jim dolgujemo, če smo mi sokrivi za to, da je postalo življenje nevzdržno tam, kjer živijo zaradi podnebnih sprememb. Ampak razprave o tem, a jim reči migranti ali begunci, te razprave ne poznam, ampak očitno je to ena problematična kategorija. Ena možnost je, da dokazujemo, da je ta ločnica zabrisana, nejasna, da jo težko zarisati. Prej je bilo omenjen tam push-pull model, mislim, da je, tudi te literature ne poznam, ampak že na prvi pogled so recimo vzgibi ljudi, ki so na poti, na begu ali kakorkoli, na potovanju z juga na sever ali pa vzhoda na zahod, mešani, se pravi, ne vem, so ene stvari v tvoji državi, zaradi katerih si zapustil državo, in so ene stvari v ciljni državi, tja, kamor potuješ, zaradi katerih potuješ tja, ne pa bežiš tja, ne pa nekam drugam. Se pravi, tudi z vidika recimo vzgibov je težko razlikovati med tistimi, ki bežijo pred nečim, in tistimi, ki potujejo k nečemu, ki jih nekaj v ciljni državi privlači, ne pa nekaj v državi izvora potiska sili ven. No, druga strategija, ki bom jaz posvetil več pozornosti, je, da je ta, kakorkoli problematično to razlikovanje, ali ta pojmovni par, da je jasen, da vse za praktične potrebe se da razlikovati med migranti in begunci, ampak ni pa moralno pomembna ta razlika. Se pravi, res je, eni iščejo boljše življenje, eni si rešujejo kožo, drugi pa iščejo boljše življenje, ampak to ni moralno pomembno, ne upravičuje tako različne obravnave, kot so deležni. Ta push-pull model sem že omenil, tudi podnebne begunce. No, če zaključim ta prvi del, mislim, da so ta pravna razlikovanja, kot filozof zdaj govorim, ontološko, moralno, prej plitka kot globoka, relativna, ne absolutna, subjektivna, bolj kot objektivna. Mislim, da je ta izštevanka lepo karikira ti dve kategoriji, ambam pet podgan, ti ostaneš, ti greš stran, ti v postojno, ti v Iran, ti v azil, ti v Pakistan, ti v Libijo, ti v Iran. Mislim, da se nekaj podobnega na mejah dogaja trenutno. Ja, se pravi, to nas zdaj pripelje do vprašanja. Jaz bom izhajal preprosto iz tega, kar mislim, da je neproblematična predpostavka, da begunci imajo pravico vstopati v države. Se pravi, tega nihče bolj ali manj ne problematizira,
v aktualnem kontekstu je seveda vprašanje, koliko beguncev je dolžna katera država sprejeti, ne, če stopijo najprej v Grčijo na poti v Evropo, ne, a to pomeni, da mora Grčija vse sprejeti, ne, ali obstaja neka nosilna kapaciteta, neka zgornja meja tega, kar lahko zahtevamo od države, ne, da naredi za begunce in koliko begunce mora skrbeti, ampak da beguncem vse to dolgujemo, ne, do česa so tudi po pravu mednarodnem upravičeni, tega nihče ne problematizira. Ne. Ja, kaj pa, že samo 5. Kaj pa migranti? Ne? Torej ne bom šel danes, očitno, če imam samo 5 minut še, ne bom šel v argumente toliko. Hotel bi ponuditi neke izhodišče intuicije, ker mislim, da to pomaga, ne? Da se zavemo problematičnosti teh dvojnih standardov, ne? In pa mogoče samo na kratko pokazal, ne, zakaj so tisti argumenti za zapiranje meja, ne, za regulacijo priseljevanja, ali pa celo za popolno omejitev, ne, oziroma preprečitev priseljevanja, zakaj so problematični. Spravi, izhodišče intuicije. Zdaj, ta imena so malo neumna, ampak Amir hoče, se pravi, če odmislimo državo, ne, ki je itak neka abstraktna entiteta, ne. Dobro, gremo od tot, ne. Stanovalci v večstanovanjskem bloku nimajo pravice odločati o tem, kdo se sme vseliti v eno od praznih stanovanj. Kdor ga kupi, tisti ima pravico v njem živeti, ali pa najame. Prebivalci soseske nimajo pravice odločati, kdo se bo naselil v njej. Prebivalci mest in vasi nimajo, čeprav smo imeli primere v preteklosti, ne, ljudi, ki verjamejo ravno nasprotno, ne, in so ustanavljali vaške straže, ne, ko je občina kupila hišo za romsko družino in tako dalje, ne. Ampak mislim, da so ti ljudje živijo v utvari, ne. Lokalne oblasti, prebivalci mest in vasi nimajo pravice odločati o tem, kdo bo živel v vasi. Zakaj bi torej imele vlade nacionalnih držav? Ne? Se pravi, če jaz kot neposreden sosed ne morem odločati o tem, kdo bo moj sosed, a pa nekoga zavrniti, ker mi ni všeč, ne? Kako je mogoče, da vlade nacionalnih držav to smejo? Ja, potem vsi se verjetno strinjamo, da je, kar ni tako očitno, se mi zdi, da vlade z restriktivno priseljevalno politiko posegajo v svobodo delovanja, ne, odločanja delovanja posameznikov. Če imam jaz podjetje in hočem nekoga zaposliti, zakaj rabim blagoslov države, nekoga iz tujine, recimo tujca, ne? Če imam prazno stanovanje in je nek tujec pripravljen najemnino plačati, ne, in to stanovanje najeti, zakaj rabi dovoljenje za bivanje od države, ne? Recimo, če sem spoznal dekle, ne, zdaj sem že poročen dolgo, ne, ampak na počitnicah v Grčiji spoznal dekle in se hoče preseliti k meni, zakaj rabi? Grčiji spoznal dekle in se hoče preseliti k meni, zakaj rabi? Dobro, državljanka EU ne rabi, na počitnicah v Turčiji sem spoznal turško dekle in hočejo skupaj živeti v Mariboru. Najbrž bi se jaz tega preselil. Zakaj rabi dovoljenje države? Zakaj rabi dovoljenje države, da sme z mano živeti? Spravi, to, kar je ključno, je ne samo, da omejuje svobodo delovanja in odločanje delovanja tujcev, ampak tudi svojih lastnih državljanov države. Ne? Spravi, mora imeti zelo močne tehtne razloge za to, da izpolnjevanje nekih pogojev, ne, bolj ali manj strogih, za vstop, za naselitev in za bivanje v državi. Ne. Ja. Bom preskočil tisti argument, ki je malo naivn, ampak pravi, da so meje ampak pravi, da so državne meje bolj manj naključne, ne. Spravi, in z zgodovinskega in z geografskega vidika
so zarisane bolj ali manj naključno in moralno naključne so. Kako je lahko to, ali imam jaz en nabor pravic ali ne, odvisno od tega, ali sem se rodil južno od slovensko-avstrijske meje ali severno. Če majster ne bi obranil Maribora, bi zdaj živel v Avstriji in bi imel čisto drugačne pravice, kot jih imam. Pa, najbrž se moji starši sploh ne bi srečali, ne vem. Zgodovina bi bila drugačna. Preprosto iz osebne svobode ljudi, poseg, v katero je treba vedno moralno upravičiti, ali pa izhajamo z tega, ali pa izhajamo z pravice do preseljevanja, ali pa izhajamo z pravice do preseljevanja, z pravice do svobode gibanja, ki sicer nekateri teoretiki problematizirajo, ne pravijo, da take pravice ni. V vsakem primeru gre za poseg v svobodo, ampak v vsakem primeru gre za poseg v svobodo in za omejevanje svobode. Taka prisila in taka prisila, zvrnitev na meji je za posameznika škodljiva. Mislim, profesor Nemci je govoril nekaj o tem, ampak vsaj nekateri ekonomisti, ki se ukvarjajo z ekonomijo migracij, pravijo, da je to, kar je sicer za argumente sicer bolj pomembno, da ni nihče občutno na slabšem, da pa veliko ljudi, v prvi vrsti seveda migranti, njihovi sorodniki, gospodarstvo, inovacije, ne vem kaj, vse je na boljšem, za voljo migracij. Nihče pa ni občutno na slabšem, če sploh kdo. Ampak ta prisila je škodljiva, se pravi, treba je pokazati, da obstajajo dobri tehtni razlogi, da nastaja neka huda škoda zaradi tega. Nekdo trpi huda škoda zaradi tega. Mogoče migranti imajo od tega korist, ker se močno izboljša kakovost življenja, standard življenjski in tako dalje, pa njihovi sorodniki, če ostanejo v državi izvora, ki jim pošilja del dohodka. Ampak nekdo je zaradi tega na slabšem. Ja, no in se pravi, imam 30 sekund, da samo orišem ta argument. Na kulturo naj bi imele migracije škodljive učinke. Država, če bi odprla meje, ne bi mogla več nadzorovati velikosti in strukture, sestave prebivalcev v državi. Gospodarstvo je menda na slabšem. Socialni sistem je dodatno obremenjen, pa se bo na daljši rok sesedel. Potem so pa še najbolj zanimivi se meni zdijo okoljski argumenti, ki pravijo, da ko se preseliš iz revne države v bogato državo, se tvoj ogljični odtis podeseteri. Ampak seveda ni problem v tem, da nek Pakistanec, ki pride v Anglijo, da se njegov ogljični odtis podeseteri. Problem so Angleži, ki živijo v Angliji in že 200 let svinjajo ozračje. Vse, kar lahko ti argumenti v najboljšem primeru, tudi če so zdravi in če so vse premise resnične in tako dalje, vse, kar lahko dokažejo, je, da je v nekih zelo specifičnih izjemnih okoliščinah se država lahko zateče. Ni pa, in to je eden od mojih sklepov, za zapiranje državnih meja ni prepričljivih načelnih argumentov. To so pragmatični argumenti, se pravi, če Slovenija enostransko odprla meje, bi jo najbrž in bi vse druge države zaprle meje, bi res obtičali tukaj z več 10 tisoč, 100 tisoč beguncev, ki jih ne bi mogli oskrbeti, jasno. To je pragmatičen argument. Lahko jih samo toliko sprejmemo, dokler jih drugi niso pripravljeni sprejemati. Svoj pošten delež lahko prevzamemo nase tega bremena, če je to breme. Več od tega pa nismo dolžni. Bi bilo lepo, če bi še več od tega naredili, ampak nihče ne more tega zahtevati od nas. To je pragmatično, če ne.
Se pravi, ampak to je pragmatični argument, ni načelno. Se pravi, v idealnem svetu, ki sem zdaj preskočil vse argumente, prišel kar do sklepov, ki jim boste morali slepo verjeti. V idealnem svetu, ker bi vsaka država svojim državljanom zagotavljala ves nabor pravic, vključno socialnimi in ekonomskimi, bi bile migracije prej izjema kot pravilo. V našem neidealnem svetu materialnih razlik, revščine, pomanjkanja verskih konfliktov, vojn in medetičnega nasilja so bodo še nekaj časa nuja. Migracije, jaz se strinjam, so zasilna in pogosto neekonomična rešitev za zgoraj omenjene probleme. Ampak se strinjam z Robertom Goodenom, ameriškim političnim filozofom. Ampak se strinjam z Robertom Goodenom, ameriškim političnim filozofom, ki pravi, če noče bogatstvo priti k revnim, se pravi del bogatstva, ki smo ga mi nakopičili, in katerega nesorazmerno del uživamo, potem imajo pravico priti revni k bogatstvu in si odtrgati svoj pošten delež. Se pravi, idealno bi bilo, da bi res mi poskrbeli, da lahko ti ljudje dobijo priložnost za minimalno dostojno življenje. Ampak ker tega ne počnemo, jih pač moramo sprejeti v svojo hišo. Razvite države imamo do prebivalcev revnega sveta, ki se skušajo selitvijo k nam zagotoviti minimalno dostojno življenje, torej resne neodložljive dolžnosti. Ni to stvar naše dobre volje. Niso to dolžnosti iz dobrodelnosti. To so dolžnosti iz pravičnosti. In to zato, ker zaprte meje te ljudi prikrajšajo za pogosto edino priložnost za dostojno življenje. Zato je zapiranje meja moralno neupravičeno. In tudi večina tega početja, kot prejšnji slajd kaže, početje naše vlade je v zvezi s tem sramotno. Hvala.